Spoštovane volivke in volivci Mežiške doline. Pred 4 leti ste me na listi SMC izvolili za poslanca v Državni zbor. To je bila zame velika odgovornost in tudi izziv. Problemov in neuresničenih projektov je bilo zelo veliko, država je bila v zelo slabem stanju, Korošči pa smo bili razočarani in tudi zapostavljeni. Reševanja problemov in zastopanja interesov Mežiške doline sem se lotil povezovalno s projektnim pristopom in s ciljem spremeniti stvari na bolje, predvsem za Mežiško dolino in Koroško. Politiko sem stopil z velikim zagonom, spreminjati stvari z zavedanjem, da ne gre vseh brez različnih kompromisov, kompleksnih pogajanj, nepopularnih kompromisov in delitev na vaše in naše. V svojem delovanju sem bil vedno realen, konkreten, povezovalen. Naredili smo veliko, pri nekaterih projektih sem bil uspešen, pri drugih pa je manjkala tudi podpora. Predvolilni papir in plakati prenesejo vse velike ideje, ogromne obljube, izjemne ukrepe. Zato sem pred 4 leti se odločil, da svojega programa izpostavim 5 pomembnih zavez. Vseh 5 sem tudi uresničil. Seznaniti vas želim z dosežki v tem mandatu in s prepoznavnimi novimi izzivi za še večji napredek za kraje med Peco in Uršljo goro. Korošči smo pač zmeraj za mušter bili. In kaj je vlada pod vodstvom Stranke modernega centra storila za Slovenijo in Mežiško dolino v tem mandatu? V Sloveniji smo dosegli izjemno gospodarsko rast, preko 5%, tretjo najvišjo v Evropi. Stopnjo brezposelnosti znižali 14,2 na 9,1. Prepolovili brezposelnost med mladimi, povišali plače in pokojnine in kar 97 tisoč otrokom povečali otroški dodatek za 10%. Slovenija je ponovno privlačna za domače in tuje investitorje. In kaj smo storili v tem mandatu v Mežiški dolini? Povečali smo prihodke podjetij kar za 6%, stopnjo brezposelnosti znižali celo več kot Slovenijo, 13% na 7,8%. Povečali smo neto plače za 7,5%. Za različne infrastrukturne in druge projekte smo zagotovili kar 48 milijonov evrov proračunskih in evropskih sredstev. Na področju prometnih povezav, ki so najbolj pereče na Koroškem, smo po 20 letih praznih obljub prejšnjih vlad pričeli z izgradnjo 3. razvojne osi do Koroške in umeščanjem trase do Holmca. Na področju izgradnje infrastrukture smo zagotovili kar 14,6 milijonov evrov za obnovo cest od Črne, Žerjava, Mežice, Prevalj do Raven in za obnovo železniške postaje na Ravnah. Zagotovili smo sredstva za čistilne naprave in industrijske cone. Na gospodarstvu, ki je posebej pomembno za Koroško, smo zagotovili kar 7 milijonov evrov za investicijo v Leku Novartis na Prevalje. Za različna podjetja smo vzpostavljali infrastrukturo in za boljšo oskrbo z električno energijo. Vzpostavili smo tudi pogoje za razvoj Koroškega centra za predelavo lesa. Na področju turizma smo zagotovili sofinanciranje turističnih projektov v geoparku Karavanke. Pričeli smo izvajati projekt kolesarskih povezav med Mežiško in Dravsko dolino. Nismo zanemarili niti šolstva, javne uprave in zdravstva. Uvedli smo program metalurški tehnik, naravna za potrebe metala in drugih gospodarskih družb. Uvedli smo prav tako program farmacevtski tehnik za potrebe podjetja Lek Novartis. Pričeli smo seveda tudi z izgradnjo večnamenske športne dvorane v Kotljah in pa prenesli skupne finančne službe upravnih enot Koroške na Ravne. In kar je zelo pomembno, ohranili smo sedež ZRCK-ja Koroške na Ravnah na Koroškem. Beležimo torej dobre rezultate v gospodarstvu in nadpovprečne ekonomske kazalce v primerjavi s Evropsko unijo. Beležimo tudi rast plač, pokojnin, socialnih transferjev. Vsem gre za spoznanje bolje kot pred 4 leti. Te rezultate nam seveda nekateri politični nasprotniki in konkurenti zavidajo in bi radi sedaj, ko smo državo potegnili iz krize, še želeli udobno umestiti v vladni palači in si mogoče prisvojiti rezultate našega dela. V zadnjem mandatu je bilo v Mežiški dolini narejeno veliko, a kljub temu sem zaznal dodatne izzive
in si v programu za Mežiško dolino v prihodnjih 4 letih zadal naslednje cilje. Obnoviti državne lokalne ceste in izgraditi kolesarske steze, nadaljevati z izgradnjo 3. razvojne osi in predvsem umeščati to cesto tudi do Holmca, zamenjati salonitne vodovodne cevi za čisto pitno vodo, gozdove in druge naravne danosti usmeriti v razvoj turizma in pridelavo lesa. Prav tako moramo zagotoviti tudi sredstva za ekološko sanacijo in zmanjšanje onesnaženosti s svincem in seveda zmanjšati brezposelnost in predvsem odseljevanje mladih in zagotoviti seveda višje plače zaposlenim. Ne smemo zanemariti tudi izgradnje domov za starejše, financiranje kulturnih in športnih društev in objektov in zagotoviti sodobno opremo za šole in tudi za medgeneracijske centre. In zakaj se bom še posebej prizadeval v tem novem mandatu? Z pridobljenimi izkušnjami bi dal poseben poudarek povezovanju včasih razdrobljenih interesov, tako v državi, včasih tudi tukaj na Koroškem. Zdaj se večkrat šteje prava barva kot pa ideja. Zato se bom še posebej skupaj z župani, civilnimi iniciativami, starejšimi in mladimi boril za skupne pobude in učinkovite rešitve za aktivno podporo vsem dobrim idejam. Vsem vam se zahvaljujem za podporo pri delu in tudi dobre pobude, ki ste mi jih dali in predloge. Na vas je, da se odločite, kaj je pomembnejše, dosežki v zadnjem mandatu ali velike besede nekaterih. Vaš glas zame pomeni glas za izkušnje, realne obljube in odločen glas za Mežiško dolino v Ljubljani. Bolje za vse in za Mežiško dolino. Skupaj smo močnejši.